Pozdrav vsem skupaj. Zelo sem vesela, da ste se odzvali v vabilu in da vam danes lahko predstavimo zgodovino za srednje strokovne šole, ki jo pripravljamo. Moje ime je Mirjam Oblak in sem urednica učbenikov za zgodovino. Danes sta pa z mano tudi avtorja učbenika, Stane Brzelak in Marija Vodušek. Pravzaprav je Stane tisti, ki je kriv, da smo danes tukaj. Pred leti, ko smo delali enega od učbenikov za gimnazije, sem ga namreč povabila k sodelovanju in sva se dobila na kavi. In to je bil res en tistih pogovorov, v katerih ozorjalci učbenikov neskončno uživamo in nas bogatijo in se jih nikoli ne naveličamo, tako da je bolj, ste jih z nami niti ne načnete. Ampak ok, v redu. Pogovarjala sva se, ne vem, o šolah, o učbenikih, o zgodovini, o dijakih, o učnih načrtih, o maturi, pa spet o učbenikih, pa ne vem kaj, pa kako, pa zakaj. In Stane se je v tem pogovoru večkrat navezal tudi na srednje strokovne šole in ko sem videla, kako zelo ljube so mu. In čeprav potem pri gimnazijskih učbenikih nisem mogla sodelovati, sem potihem slutila, da bova še sodelovala pri srednjih strokovnih. No, tako da, ne vem, Stane, mogoče bi ti povedal par besed o sebi, da ne bom jaz predolga. Mirjam, najlepša hvala in en lep pozdrav prav vsem udeleženkam in pa udeležencem tega današnjega webinarja. Vsekakor ena lepa priložnost, da govorimo po vsej zame enem dolgem času spet o pouku zgodovine v strokovnem izobraževanju. Če je seveda treba govoriti o sebi, potem upam, da se mi vidi, da človek, ki ima tako dolgo izkušnjo v šoli, težko govori zdaj o sebi, bi se pa dotaknil mogoče tistega dela svojega, bom rekel, ustvarjanja, ki je vezano, se pravi, ne samo na pouk, pač pa mogoče na pisanje učbenikov. Jaz sem seveda 16 let učil v raznovrstnih poklicnih programih in se je moja pot pravzaprav na to mukotrpno delo pisanja učbenikov začela tam že sredi 80-ih, potem ko sem imel šele 5, 6, 7 let izkušenj, kajti zdelo se mi je nujno, da bi učbenik bil ena podpora dijakov. In temu sem sledil takrat. Potem je seveda sta nastala dva moja učbenika za zgodovino v strokovnih šolah. Oba doživela ravno zaradi tega, ker prej te podpore ni bilo, pravzaprav en velik odmev, velik uspeh. Moram reči, da sem vedno bil hvaležen vsem vam, kolegicam in kolegom, ki ste nekako, bom rekel, do danes nekateri vztrajali pri delu s temi mojimi učbeniki. Zdaj nastalo je vsega skupaj enih 15 naslovov, ampak čeprav sem potem seveda, bom rekel, veliko svoje energije posvetil tudi v gimnazijsko delo, pa so dijaki strokovnih šol zame bili vedno, recimo, tisti, ki so me na nek način oblikovali kot učitelja. Tako da to, kako pišem in kako delam, je zasluga, bom rekel, tistih mojih prvih generacij dijakov strokovnih šol, ki so za razliko mogoče od gimnazijcev izjemno direktni in odkriti. In oni so bili tisti, ki so mi rekli, zdaj je pa ta snov pretežka, ni dovolj razumljiva in vse skupaj, in sem zato torej poskušal slediti njim. Hvala Mirjam seveda za ta prijazen nagovor in na ta uvod. Tudi jaz moram reči, da sem seveda zelo vesel sodelovanja z Mladinsko knjigo. To je moja 3. založba in je to sodelovanje zdaj na nek način najlepše in konstruktivno seveda s celotno ekipo. Tako da hvaležen sem tudi soavtorici Mariji, s katero se kar nekaj časa ali pa že kar dolgo poznava, ampak prvič seveda sodelujeva kot avtorja. In tisto, kar je ta učbenik prinesel tudi meni novega in eno izjemno lepo izkušnjo, je pravzaprav spremljevalna skupina kolegov, kolegic, ki živite ta strokovni program in na tak način pomagate tudi usmerjati naše delo. Stane, hvala. Ja, bi predstavili še Marijo. Marijo sem spoznala preko priporočila prijateljice, ko mi je voda že tekla v grlo in sem iskala okrepitev za učbenik. In ko sva se z Marijo pogovarjali prek telefona, sem imela tako vedno večji nasmeh
pravzaprav sem dobila kar kurjo polt in sem si mislila, to je to. Če nam uspe preliti to, kar jaz zdaj čutim in slišim v tem pogovoru, kar je Marija kot učiteljica in kot oseba v učbenik, potem vam bo nedvomno uspelo to, za kar se tako zelo trudimo, in sicer, da dijakom približamo zgodovino, da začutijo, tako kot sem že večkrat povedala, da je zanje osebno pomembna. Marija, bi mogoče še ti kaj povedala o sebi? Ja, pozdrav še z moje strani, torej vsem kolegom. Kot je že prej Stane rekel, o sebi je tako težko govoriti, ne? Ko je vedno v teh stvarih. Ja, jaz imam pa že tudi, kar bom rekla, veliko let za seboj, torej že grem kar čez dobrega četrt stoletja učenja v srednji šoli, skozi sem na srednji šoli. Pravzaprav sem učila na 3 srednjih šolah, kjer sem se srečala z različnimi skupinami otrok, dijakov, z različnim predznanjem. Čeprav veliko, torej najbolj z gimnazijci, zato se zdaj, ko pišem učbenik, mogoče malce srečujem s tistim, koliko zdaj dati tem dijakom, ker sem še vedno vpeta v ta gimnazijski program in tisto, ki treba veliko dati. Poleg tega pa sem že 14 let v komisiji za maturo, predmetni komisiji za zgodovino, in tudi tu moram reči, da sem se ogromno naučila. In ravno to delo me je oblikovalo, da sem tu, kjer sem. Tako kot je Mirjam rekla, da sem čisto padla noter, je res, tako sem padla noter pravzaprav v skupino za maturo. In to je bil poseben izziv, moram to povedati, ker mi je takrat rekla ravnateljica, ker bilo je premalo ur, pa mi pravi, smo dobili pač seveda iz Rica povabilo, da se prijavimo kot člani komisije, in se bila takrat vodja torej tega tima in mi pravi, tole imate, prijavite se, in se nihče ni želel prijaviti. Jaz grem potem k vodstvu, pa pravim, nihče se ne želi prijaviti, ne? In mi lepo reče, kaj pa ti, ne? Pa se rečem, še pa nimam toliko let izkušenj, ne? Sej samo popravljam na maturi toliko in toliko let, pa mi pravi, veš, sej je to kar 10 let, je pa že kar dolga doba, ne? Je rekla, veš, če se nikoli ne prijaviš, nikoli ne prideš zraven, ne? Pa nikoli ne veš, kako je. Sem rekla, okej, ne, se bom pa potem prijavila, da ne bo kdo rekel, ur vam ni bilo, pa niste se hteli nič potegniti za to. In sem potem dobesedno pozabila na to, da sem se prijavila. Res ob vsem tistem delu, ob 26-27 urah na teden sem jaz pozabila na to. In potem seveda dobim, da sem sprejeta v komisijo, ne. In potem se je začelo to delo, ki je sicer treba velikokrat res garati, ampak sem res hvaležna za to. Zato se tudi zdaj nisem ustrašila, ko je rekla mi, ko mi je bilo ponujeno, da sodelujem. Sem se pa res najbolj Stane odločila, ker si ti kot soavtor, zato ker se zelo dolgo poznava iz mature. Tvoje učbenike sem tudi jaz uporabljala pri delu, ker so mi bili res, bom rekla, tisto, kar sem jaz čutila kot zgodovino, kot neko zgodbo, ki je nekdo pripoveduje, čeprav mogoče didaktiki bi rekli, da to ni prav, ampak vseeno je to, kar sem jaz pri dijakih začutila. Če znaš ti tako lepo skombinirati in tisto didaktiko, ki mora biti, tako da dijaki razume, in da je to tista zgodba zanimiva, lahko tudi tiste dijake, ki ne marajo zgodovine, ker vemo, da vsi je pač ne marajo, ne, narediš nekaj. In to je tisto, kar je bilo moje vodilo. In sem se potem to tudi odločila, da pišem. Naslednja stvar, ki mi je tudi, zakaj sem se odločila, pa to, da sem zelo veliko potovala. Jaz sem prepotovala v 10 letih, bom rekla, kar dobršen kos sveta in spoznavala te različne civilizacije, torej od vseh indijanskih civilizacij v Južni Ameriki, do Bližnjega vzhoda, do Jeruzalema oziroma Izraela in vseh teh območij, in moram reči, da mi je tudi to dalo en tak navdih, ker sem potem tudi pisala fotopise
in sem se nekako odločila, da jaz pa to zgodbo nekako spravim v ta učbenik. Še bolj sem se pa, kar me je še tudi oblikovalo, me je pa delo na kmetijski šoli v Šentjurju. Zato, ker tam se, veste, so bili vedno, so rekli, ti dijaki pa niso nič kaj posebnega, ne, tu so eni tam kmetje, ne. To je bilo vedno tako pri nas malo slabšalno, ampak jaz sem ugotovila, da s temi dijaki se da pa toliko dobrega narediti, da vam to ne morem povedati. To je bila moja tista res taka krasna izkušnja, ko sem si rekla, glej, tudi za te dijake se splača, ker to pa vam ne znam povedati, koliko lepih trenutkov sem jaz preživela in še vedno preživim z njimi. In tudi pri pouku zgodovine. Koliko se da dejansko z njimi narediti. Tako da to je bilo pa tudi moje vodilo, da sem se nekako, ali pa izziv pravzaprav odločila, da pa začnem tudi jaz to pisati. Tako da, to je pa z moje strani. Hvala, Marija, pa hvala obema res, ker sta zagrizla v ta projekt. Meni je res veselje sodelovati z vama. Tako, no, mogoče smo imeli malce daljši ta uvod s predstavitvijo avtorjev, ampak sem res vesela, da sta se predstavila tako, da sta res izhajala iz sebe, iz teh stvari, da znam povedati namesto njiju, in se mi zdi, da če je njuna predstavitev omejena na mene, pa zelo hitro postane en kup tistih podatkov. Leta je diplomiral iz tega in leta in magistriral iz tega in potem je sodeloval tam, pa tam, pa tam, pa tam. Tako pa mislim, da ste lahko res začutili, kdo sta avtorja in kaj jo je v bistvu pritegnilo k sodelovanju pri tem projektu in v bistvu s čim vstopata ven. Ker meni se zdi, mislim, avtor je najpomembnejši del, mislim, najpomembnejši, ne vem, je srce učbenika. In se mi zdi, da avtorji dajo v učbenik res vse, kar so, svoje znanje, svoje izkušnje, svoje poglede. In to se vidi v tekstu, kako je napisano, v nalogah, ki so zbrane, v podatkih, v slikovnem gradivu. To se začuti med vrsticami in to je preprost, to je nekaj, kar ne moreš svekati. In dejansko začutijo dijaki preko samega rokopisa, mislim, preko samega učbenika. To se res prav tako čuti. Tako da se pravim, sem res vesela, da sodelujemo. Mogoče, no, vse sta že malo nakazala, ampak še ena stvar, da prejem pozabim povedati. Stane je rekel, ko smo se pogovarjali o tem, kakšen webinar bi imeli, da želi, da predvsem sodelujete vi. Tako da spodaj na dnu je ikonca questions and answers in prosim, dajte tja napisati vprašanja, ideje, v bistvu vse, kar se vam porodi, kar bi želeli deliti z nami. Stane, boš ti kaj povedal? Ja, na vsak način bom z veseljem povedal, kaj zame je ta webinar danes tudi ena priložnost, zato sem hvaležen Mladinski knjigi za ta sklic, da po več kot 15 letih spet govorimo o pouku zgodovine v srednjem strokovnem izobraževanju. Namreč upam, da bolj optimistično, kajti takrat se je razprava ves čas vrtela okrog tega že drugega radikalnega krčenja ur. Zame je to bil zelo zgrešen poseg, kajti v strokovnih programih je stroke vedno dovolj, humanističnih vsebin pa krepko premalo, še posebej v teh časih, ko je vse več zadreg, pred katere je postavljeno človeštvo, in tudi naša prihodnost. Moje izhodišče za učbenik je takšno, kot je bilo že nekoč, in to je to, da v ospredju mora biti zgodba. Ta je vedno odvisna od spretnosti pripovedovalca in od strpnosti poslušalca. In zdaj to slednjo je mogoče doseči le, če bo dovolj zanimiva, seveda ta zgodba in pa aktualna. In tu moram reči, da zelo zaupam svojim kolegom, učiteljem zgodovine, in zato sem si želel, da bi danes bilo čim več dialoga, kajti pred več kot 20 leti sem pripotoval takrat skoraj celo Slovenijo po enotah Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, kjer se je predstavljal učbenik in kjer smo se veliko pogovarjali recimo o problemih pouka. In jaz vem, da ste učitelji, kolegice in kolegi, zgodovinarji, tudi na strokovnih šolah vedno tisti, ki zelo dobro poznate svoje dijake in najbolje veste, kako deluje zdaj ta recimo animacija poslušalca. In zato seveda je učbenik zame pripomoček za delo dijakom,
in ima veliko težo, ampak ta učbenik ne more delovati, če zraven nima učitelja. In zares si želim, da boste vi tisti, ki boste danes tudi sooblikovali, mogoče s svojimi stališči in mnenji, ta naš webinar, to naše druženje, kajti še enkrat, zgodovina je izjemno pomemben predmet za dijake strokovnih šol. Kot sem že prej nakazal, sicer torej zadnja leta, zadnji 20 leti, seveda živim s gimnazijci, ampak ne bom nikoli pozabil dijakov iz teh strokovnih šol, ki so kazali velikokrat veliko večji interes, kot ga kaže marsikdo od gimnazijskih dijakov. Kajti za moje lesarje, za te fante je recimo zgodovina tudi za gostince, ekonomske tehnike, zdravstvene tehnike je bila zgodovina vedno nekaj posebnega, ker so v njej torej videli en premislek. In to je torej moja želja in upam, da nam bo uspelo s tem učbenikom, da bi torej ta zgodba tekla na tak način, da jo dijak lahko prebere, učitelj bi pa dobil tisti prostor, ko lahko zdaj, ko nam sodobna tehnologija omogoča naenkrat seveda tudi razne posnetke, in tu vem, da bo i učbenik, ki ga pripravlja Mladinska knjiga, odigral zelo pomembno vlogo. S temi dodatnimi gradivi, ki jih bo učitelj lahko izbiral, prilagodil, bom rekel, tisti svoji ideji in iz tega naredil eno zgodbo, da se bo zgodovina na tak način vrnila med mlade. To si krasno povedal. Kot si videl, jaz nisem znala tako. Ja, prej ste že nakazala, ampak bi mogoče vseeno začela z vprašanjem, kaj je bila tista vajna motivacija, spodbuda, zakaj ste se odločila za to, da pristopite k pisanju novega učbenika za zgodovino v srednjih strokovnih šolah? Ja, razen tega, da sem vaja jaz tako lepo povabila, pa prepričala, pa meni je težko reči ne. Hecam se. Ne hecaš, v vsakem hecu je tudi resnice, ne? Če gledam jaz pri sebi, seveda bi bilo mogoče, kaj sem bi nekdo rekel, pa se zdaj na ta stara leta tik pred odhodom, torej iz prizorišča, a ne ti ni bilo treba poseči še enkrat v to. Ampak moram reči, da nekako čutiš. Jaz še vedno čutim, čeprav sem avtor tudi gimnazijskih učbenikov bil v preteklosti, ampak jaz še vedno čutim s temi strokovnimi šolami in nekako v tem smislu sta seveda tista dva moja učbenika bila nek otrok in vmes so se spreminjali, seveda tudi učni načrti in dejstvo je, da se je zelo spremenil tudi čas. In zame je torej bil izziv predvsem, ali je še mogoče to zgodovino prikazati, recimo tudi zdaj, bom rekel, enemu povprečnemu bralcu, kajti zgodba je seveda vedno zdaj vezana tudi na to branje oziroma tudi na spremljanje sodobnih medijev, to je res, ali je mogoče vzbuditi v teh mladih recimo dovolj enega zanimanja za to zgodovino, jo potem skozi tisto svojo stroko recimo lahko toliko zaktualizirajo, da bodo rekli, to pa je nekaj, kar je za nas. In jaz seveda imam že znotraj centra odlične svoje kolege, zgodovinarje, vsak od njih je odličen pripovedovalec zgodb, to vem in sem prepričan, da bodo lahko recimo z enim takim učbenikom, z eno tako oporo potem širili ta interes za zgodovino, ker to je zame bilo vedno najlepša stvar, če se torej zdaj tudi v nekem strokovnem programu najde nekdo, ki reče, da je pa zgodovina njegova izbira, da bo šel na tekmovanje in da pokaže na tak način recimo neki interes. Zelo velik potencial skriva ta edini humanistični predmet, škoda, da mu seveda nočemo dati znotraj programov veljave. Redki ste verjetno tisti, ki ste pripričali svoje ravnatelje, da se v kakem odprtem kurikulu najde kakšna ura in zato imamo seveda to težavo, ki je edina in prehuda, premajhno število ur. Marija, povej. Ja, Mirjam me je prepričala, to je sigurno tudi res, ampak res sem padla kar naenkrat notri, sem pa res skozi ta leta poučevanja, torej šla skozi tiste in meni je bilo grozno, ko so se začele ure krčiti. Tako kot je Stane dejal, sem se tudi jaz srečala s tem, da sem videla veliko krat, da so dijaki, ki so bili v teh strokovnih programih,
znali več kot recimo dijaki, ki so bili v gimnazijskih programih. Tudi velikokrat zanimanje je bilo velikokrat večje. To so bile res take, veste, osebne izkušnje. Pač sem učila v programih, mi smo imeli kar precej teh dijakov, ki so prihajali iz Bosne, potem še, ko je bila ta vojna, ogromno smo jih imeli. In to so res take, ko človek ne more pozabiti, ne, ko pride ena dijakinja, jaz je bila, še vedno imam stike z njo, ona mi še vedno piše za vsak praznik, pravi muslimanka, za te krščanske praznike. In ona je, ko smo imeli svetovno vojno, ona je imela same petice, ona je tako željna bila tega, ona je bila kot ena taka goba in potem enkrat pravi, je rekla, lahko pridem k vam, ker me neke stvari zanima, sem pa nisem vedela, kaj me bo vprašala in me vpraša, pravi, veste, v čem je sploh smisel vojne? V čem je smisel vojn? Zakaj? Zato, ker ona je to vojno dala skozi, ne? In sva potem o tem debatirali. Skratka, imela sem dijaka, ki je bil tudi tehnik. On je meni tak test dal, da vam jaz ne morem povedati. Jaz v gimnazijskem programu nisem dobila takšnih odgovorov. In veste, to vam poda potem tisto neko moč. Prvič vidiš, da veš, da delaš prav, ne? Tudi tista povratna informacija, ki ti dobiš, ima še večjo željo. Še bolj želiš to približati. In pa res tisto, kako bom rekla, s tisto dušo in srcem daš v razredu tisto, kar čutiš, kar veš, ne? To je ena stvar. Druga stvar je pa, veste, ugotavljam, meni včasih tudi starejši ljudje večkrat vprašajo, kaj pa ti misliš o tem, kaj pa ti misliš o tem, v tej sodobni zgodovini in vsej tej situaciji, ki se pojavljajo, ne? Veste, meni še vedno tisto vodilo, ne, spoznaj samega sebe. Ampak to zdaj ne pomeni spoznati samega sebe kot človeka, seveda vsak sebe. Ampak tudi vsak narod mora to imeti neko vodilo, spoznati samega sebe, ne. To je, meni se zdi, da je to tisto, kar potem nekemu narodu daje neko moč, neko enotnost, potem, veste, tisto skupno pot v prihodnost, ne, in če tu ne razčistimo in če tu nekaj ne naredimo, potem ne moremo dalje, ne. In to je tisto, kar je še mene tudi, bom rekla, vodilo, da nekako dam to, v ta učbenik tudi to, ne bom rekla neko resnico, saj veste, kako je s temi resnicami, je vedno zelo relativne so te stvari, ne, kako kdo kaj vidi. Ampak vseeno, skozi te zgodbe, kot je Stane dejal, dati neko pot vodilo dijaku, da zna prav vrednotiti in da se ne da prepričati kar v nekaj, ko mu nekdo nekaj pove, ampak da zna tudi sam poiskati, da zna sam argumentirati in reče, jaz pa mislim, da je to pa vendarle tako. Ne vem, to se mi zdi, da je tisto, kar nam manjka. Potem še ena zadeva, ki me pa tudi vodila, bila pa pri tem, da so bili vsi ti učbeniki, saj veste, pač stvar zastara, ne, stvari grejo naprej, se spreminjajo, bom rekla, v tem svojem letih poučevanja sem zamenjala že toliko učbenikov, da že skoraj šteti ne znam, ampak vseeno se mi zdi, da smo pa nekaj na strokovnem področju pa res rabili novega, no. In jaz tudi srčno upam, da nam bo to s tem učbenikom res uspelo. Hvala. Saj to, da spoznaj samega sebe, si dala tudi učbenik. Ja, sem dala za to. Saj mogoče, no, zdaj obljubila sem v tistem vabilu, da bomo pogledali, kaj je v moji mapici, pa predlagam, da začnemo kar s kazalom. A vam je to v redu? Ok. Ok, bom delila zaslon. Evo, ga vidite? Še ne. Zakaj pa še ne? Čak. Še ne? Zdaj pa. A zdaj pa je. Aha, pa očitno mečkam zamikalo. Ok, jaz mislim, da je najbolj, kar vidva prevzamete besedo, no. Stane je rekel, da bo napisal, kaj je zgodovina, ker se nam je zdelo pomembno, da vsem damo ta uvod noter, čeprav je to v izbirnih temah. Ja, na vsak način, če bomo zastavili to zadevo že pri dijaku, seveda dobro, in če bomo znali nakazati smisel, potem se nam ni treba bati, da bo dijak bežal od tega učbenika. Zato, kar je mogoče tudi noter
novo v primerjavi tudi z samim učnim načrtom je, da lahko vidite dvobarvno kazalo, kar pomeni, da smo se odločili in smo strnili, torej zdaj zgodovino spet v tisti kronološki pregled, ki je za dijaka seveda veliko bolj enostaven in tudi bolj predstavljiv. Če bi torej najprej obdelali, ne vem, nacionalni del, kot je bilo zdaj predvideno, pa se potem vračali na občega, a ne, se dijaka seveda marsikaj izgubi, in zato je tu učbenik omogoča, da lahko učitelj sam izbere zdaj ta način obravnave, a ne, da lahko torej se odloči, da bo sledil tej logiki, ki je tudi postavljena, ali pa sledi barvni logiki, kar pomeni, da bi lahko seveda obče teme zaprl v en problem in potem seveda te nacionalne dal v drugega. Tako da jaz tule ne bi kaj več, če ste za to, pa bi pripustil seveda besedo Mariji, zato da mogoče malo poskušamo skozi kazalo vse dobiti en občutek, kaj so zdaj tista vprašanja, a ne, kajti kot vidite so vsi naslovi postavljeni v vprašalno obliko, ne, kaj so zdaj tista vprašanja, ki jih torej zgodbe v tem učbeniku odpirajo. Hvala. Zdaj pri prvem poglavju, stari vek, isto, kar je dolgo je, ne, kar nekaj stoletij je tukaj not in tu je bil pri meni kar malo problem, kako tako dolgo obdobje spraviti v tele vrstice notri. Kaj zdaj dati? No, nekako je tisto, kar je tukaj v teh poglavjih res, bom rekla, krasno, je seveda tale časovni trak, ne, da se dijaki res orientirajo, da vidijo, kam kaj spada, ker se veste, umestiti neke dogodke v nek prostor, v nek čas, je pri dijakih kar velik problem. To tudi sama iz izkušenj vem in smo zato potem to z Mirjam tako krasno oblikovali, da je to zdaj bo res njim jasno, kam kaj spada. Veste, se mi zdi to zelo pomembno. Potem pa veliko slikovnega gradiva notri, potem seveda vprašanj, tisto, kar so tudi, je ta spremljevalna skupina takrat poudarila, seveda zemljevidi. Meni se še to najbolj pomembno od vsega zdi, torej, da ima otrok zemljevid, torej karto, ne da se na pamet uči, seveda z tistega, in da zna to karto brati. In seveda na te zemljevide so potem vezana vprašanja, da sam odkriva, da sam spoznava, in se mi zdi, da to skozi učbenik se lahko res krasno naučijo brati. Ker to je tista tudi veščina, ki jo otroci v življenju kasneje potrebujejo, da se znajdejo iz tega. Iz zemljevidov, ker danes vemo vsi, da so mobiteli pa da so karte gor, ampak meni je še vedno tisto, nauči se, da znaš prebrati, če dobiš nek zemljevid, da se z tistega ven znajdeš, ne da tisto, kar ti nam ponudi, ne, internet in tako naprej. Seveda to ne pomeni, da nismo dali nobenih internetnih virov, da ničesar, ne. Vse posod, bom rekla, skozi dijakov nakaže, poišči tudi v literaturi in na spletnih straneh, kaj najdeš o tem, vprašanja, tako da smo še skratka to sodobno tehnologijo tudi vključili. Potem skozi so vprašanja, ki se nanašajo recimo na snov, ki so že predelali, kaj o tem vejo. Predvsem pa je bilo meni vodilo, bom rekla, bolj postavljanje teh logičnih vprašanj, tistih, kako bi človek temu rekel, tistih tipičnih vprašanj, čisto enostavnih, ne, kaj veš o tem, kaj je to, ampak da znajo sklepati, da znajo tisto vzročno posledično razmišljati. Potem druga stvar, na koncu vsakega poglavja pa seveda tisto zmorem več, ne. Nekaj dodanega, tu sem zdaj iskala res ene take stvari ven, ki niso vsakdanje ali pa ki se ne srečuje vsak dan v zgodovini ali pa, bom rekla, vse posod lahko najdejo, ne. Iskala ene take zadeve zanimive ven, torej povezavi s slovenščino, v povezavi z umetnostjo, z drugimi predmeti. Predvsem pa sem poskušala iskati tukaj
tudi za vsako strokovno izobraževanje, ne? Od gostincev do medicincev in tako dalje, da vsak nekaj najde zase. Ampak ni pri vseh enako, ne? Se veste, vsak ima nekaj. Potem pa seveda ko sem oblikovala ta poglavja, oziroma ko seveda se moram tudi držati učnega načrta, ne? Da sem res tiste vsebine napisala, da je tudi prilagojeno učnemu načrtu, seveda pa zraven še marsikaj drugega. Poskušam nekako še vklopiti iste svoje doživetja, tam, kjer sem bila, da še prikažeš tudi drugo stran, ampak kot sem rekla, vsega se ne da, dosti bo še tudi v e-učbeniku, tam mogoče kaj več o teh stvareh. Potem pa seveda še slovenska zgodovina, tu pa tiste najpomembnejše stvari, za katere mislim, da je prav, da tudi iz teh strokovnih šol poznajo to, tako kot sem že prej rekla, da poznamo to svojo zgodovino, za katero pa moram reči, da glede na to, koliko sem prepotovala po svetu, imamo mi res tako krasnih stvari, pa da res škoda, da premalo te stvari poznamo. Zdaj, kar se tiče srednjega veka, torej preseljevanje ljudstev, torej spremenjena podoba Evrope, potem te civilizacije, frankovska, bizantinska in pa arabska, nujno se mi zdi, da je, ko se oblikovalo naš ta evropski prostor, da ne moremo mimo tega. Potem seveda gospodarstvo srednjeveške Evrope, tu sem pač vključila ta feudalni red, sistem, feudalni odnosi, feudni odnosi in potem seveda tudi mesta, obrt, trgovina. In potem spet se vrnemo nazaj k slovenski zgodovini, torej preseljevanje Slovanov, ki se naselijo Karantani oziroma te prve slovanske tvorbe, ki so bile v tem prostoru. Postopno uvajanje feudalizma tudi slovenske dežele oziroma vstop v drugačen prostor. Potem, kakšen je bil kulturni razvoj, torej tukaj sem se predvsem usmerila na samostane, torej kaj so samostani predstavljali na Slovenskem, kako je bilo življenje na gradovih, tu sem se tudi pa v srednjeveških mestih, seveda s primernimi viri, iz različne literature, predvsem recimo Pavla Santonina, ki on tako krasno opisuje te naše slovenske dežele, in pa seveda tudi drugih avtorjev. Pri stiskah, ki so pestile ljudi v slovenskih deželah, tu sem pa malo o boleznih in kugah, ki sem jih navezala, kuge, ki so bile v našem prostoru, odkot so prišle, o vzrokih, zakaj so te bolezni. Mislim, da je to kar tako aktualna zadeva z današnjo situacijo. Potem pa so tukaj zraven še turški upadi in pa kmečki upori. Mogoče čisto ne spadajo v srednji vek, ampak je to tisti prehod iz srednjega v novi vek, pa smo jih potem uvrstili tukaj. Novi vek pa seveda novo poglavje, odkrivanje dežel, kako je to spremenilo človekov pogled na svet, oziroma ne samo človekov pogled na svet, ampak je dejansko spremenilo v svet. Od geografskih odkritij v tem delu, pa seveda še zraven države, ki so nastale, kako je to vplivalo na gospodarstvo v Evropi, kako se oblikuje, oziroma kako se spreminja vloga posameznih držav v evropskem prostoru in tudi v svetu. Nastanek kolonij, izkoriščanje kolonij, uničenje teh civilizacij in tako naprej. Potem razsvetljenske ideje, tako si je razsvetljenstvo spet pa spremenilo drugačen pogled na svet. Pozabila sem seveda še potem, da ne bom, reformacija, ne? Reformacija, torej kriza tega feudalnega reda, ki ga tudi sproži odkrivanje sveta. Potem smo rekli, razsvetljenske ideje, sprememba države, potem tukaj
Življenje v slovenskih deželah 17. 18. stoletje, torej nakratko, bom rekla, to vsakdanje življenje, spremembe, reformacije, protireformacije in tako naprej. Potem, da ne bom predolga, reforme Marije Terezija in Jožefa II., torej vse tiste njihove najpomembnejše reforme, ki so res spremenile življenje na Slovenskem, in pa seveda že začetki slovenskega narodnega gibanja. Zdaj, kar se tiče vzpona meščanstva nacionalnega gibanja, še nekratko, to je pa že zdaj res tisto obdobje, ko se pa svet, bom rekla, iz tistega tudi mojega pogleda, bom rekla, tiste lepe zgodbe, sprehodimo se tam, pa poglejmo si te stvari, ne, že tisti nemir, revolucije, torej francoska revolucija, nastanek Združenih držav Amerike, Napoleon, potem nacionalna gibanja in tako dalje. Seveda sočasno s tem razvojem se spreminja tudi tehnologija, nastaja novi izumi, tehnološke spremembe spreminjajo življenje, spreminja se podoba držav, spreminja se svet in te spremembe seveda vnašajo tudi nov način življenja, ne vedno samo v dobrem smislu, ampak tudi v, bom rekla, v tem spremeni, seveda prihaja do takšnih sprememb, ki niso vedno dobre, ne, to pomeni tiste negativne posledice, recimo že sam razvoj mest, onesnaževanje in tako naprej, kapitalizem, potem ti odnosi med ljudmi in tako naprej. Potem seveda leto 1848, narodno gibanje v predmarčni dobi, od tistih začetkov gibanja v predmarčni dobi, nastanka prvih teh političnih taborov, potem program Zedinjene Slovenije, taborsko, seveda Anton Martin Slomšek, potem imamo čitalnice, taborsko gibanje in tako naprej. Da ne bom predolga, gospodarski razvoj slovenskih dežel pa seveda, torej začetki tega gospodarskega razvoja, industrializacije skozi celotno 19. stoletje, tako na področju industrije, kot tudi na področju kmetijstva, in pa hkrati s tem tudi krepitve slovenske narodne zavesti v drugi polovici 19. stoletja, torej nastanek teh strank, potem jugoslovansko vprašanje, kriza kmečkega prebivalstva in odseljevanje, kar izseljevanje iz slovenskih dežel, kar pa potem že stane, tudi ima nekaj, tako da tu je bolj na kratko o teh stvareh, ker potem stane pri 5. poglavju, nadaljuje s tem. To se zdaj zelo na kratko, to, kar je nekako zajeto v vsem tem delu. No, če se zdaj lotimo, torej pa od številke 5 dalje, to, kar sem zaznal tudi vmes že v chatu, je verjetno res smiselno za to, da boste dobili prav predstavo, se bo Mirjam sprehodila po tem začetku 20. stoletja, po teh 4 temah, ki so tudi noter izpostavljene, zato da boste dobili to eno predstavo, kako je s tem. Zdaj, Marija, s tem seveda že izdala, da so pravzaprav mejo potegnila tule. Oprosti. Ne, tako prav. To pomeni, da sem pač jaz se lotil teh bolj zapletenih, bom rekel, tem na nek način in se trudil ves čas, da bi bile čim manj spolitizirane, da bi puščale čim več tega širokega prostora tudi učitelju, zato da bi mogoče vse tisto, kar dijaki nekako le prinesejo od doma, se veste, cel kupenih bremen, ki jih politika na nesrečo prelaga seveda na zgodovino, ampak vidimo, da tu niti znanost ne zna dosti hitro odreagirati, učitelji smo pa izpostavljeni tem dijaškim vprašanjem, kjer je treba odgovor imeti takoj na svoji dlani. Zdaj, da se ne boste ustrašili obsega, smo si nekako zadali za cilj, da bi naj to bilo v obsegu recimo enega učbenika od recimo tistih 2 mojih nekdanjih, ki sta veljala za te programe. To pomeni, da bi ta snov bila nekako nekje v eni obvladljivi
obvladljivem obsegu, da ne bo preveč. Tako da predlagam, Mirjam, da kar ti premakneš ta pogled naprej, lotevamo se torej obdobja 20. stoletja, stoletja svetovnih vojn, s prvo svetovno vojno, potem seveda s tem medvojnim obdobjem, kjer je neka teža dana novim ideologijam, ki seveda zdaj na veliko vlečejo za sabo ljudi, ki slepo sledijo tem ideologijam in seveda izzivu, ki ga predstavlja na koncu za Slovence ta razpad Avstro-Ogrske, vstop v novo državo, daleč torej od tistih verjetno ciljev in želja, ki so jih imeli tudi takratni politiki. In seveda so tudi ta vprašanja, zakaj ni zmogla ta kraljevina Srbo-Hrvatov in Slovencev rešiti svojih velikih problemov. V drugo svetovno vojno, druga svetovna vojna, seveda, ki je nekako zdaj tule obravnavana, kot vidite, z modro in s črno barvo, kar pomeni, kako huda zgodovinska tragedija je ta druga svetovna vojna za svet in kako je pravzaprav zaznamovala ta vojna Slovence. Vemo, da nas je zelo, zelo nevarno ogrožala ta okupacija, in so potem pač tule namenjene zgodbe tem tragičnim dogodkom. Svet po vojni smo strnili v poglavju Nič več vojne, tudi ne miru. Vemo, da je seveda ta velika želja v preprostih malih ljudeh, da se več nikoli ne bo ponovila vojna, da je ta velika želja umrla zelo hitro po prvi svetovni vojni in da se pravzaprav nikoli ni mogla uresničiti tudi po drugi svetovni vojni, kajti do danes pravzaprav ni bilo niti enega dneva, ko bi na svetu vladal zares mir. In zato je torej posvečena ta poglavje pa te teme, torej hladni vojni in pa svetu po drugi svetovni vojni, prav tako seveda zdaj izkušnji Slovencev v jugoslovanski državi, potem tej tragični izkušnji razpada Jugoslavije, ki jo seveda vsi nekako poznamo že iz tega čisto osebnega doživetja, seveda dobiva zdaj svojo težo potem ta nastanek samostojne Slovenije, se pravi Slovenija kot samostojna država, kako je nastala ta naša slovenska država. In 21. stoletje sem si potem zamislil kot en premislek o tem, kako zelo protisloven je ta sodobni svet in kaj so ti najpomembnejši izzivi, ki seveda stojijo pred nami, ki stojijo tudi pred temi mladimi, v končni fazi so to dijaki, ki počasi postajajo volivci, ki bodo počasi prevzeli, bom rekel, tudi neke odgovorne službe in pa vlogo nekega aktivnega državljana, tako da tu bomo se strnili, pravzaprav nekako prišli v stik s to državljansko kulturo, s temi urami, ki so se zdaj pojavile seveda v tem programu. Teda to bi jaz imel o tej vsebini, ker kot sem rekel, seveda pričakujem predvsem mogoče vaša vprašanja, tako da predlagam, da Mirjam mogoče narediš še en sprehod skozi, tako za občutek, mogoče to, da se vidi zelo na hitro, kako je strukturiran in kako so torej obdelane te teme. Potem predlagam, da ti mogoče kar... Se vidi? Zdaj sem že delila? Ali še čaka? Se vidi, lahko povečaš mogoče malo. Zdaj, če povečam, pa se ne bo več videl, kaj razkrije strani. Ne, potem pa naj ostane kar na svet. Sej, stane, to bojo dobili tudi učitelji kot ogledne izvode na šole, tako da bojo lahko v podrobnosti prebrali. Tako da jaz mislim, da se bomo na... Pardon, moj namen ni bil zdaj, da bi, ampak da mogoče ti samo prelistaš te... Te kaj povej zraven, no? Jaz sem prelistala, ampak povej, zakaj je ta Titanik tukaj. Ker sva se kar precej pogovarjala o njemu. Ja, se to mi je všeč, vedno moram reči, če kaj, potem sem vesel predvsem tega, to je težko delo, ampak da človek spet lahko malo zleze v stroko. Tako kot se je zdaj ta razvoj na začetku 20. stoletja skoraj neustavljiv in tako kot je Titanik simboliziral ta zares neustavljiv razvoj in se je takoj potopil
To je pravzaprav en premislek, ki nam daje en uvod v to 20. stoletje, pa predlagam, da ti kar greš naprej. Tole recimo mogoče, če poveš, da si prav posebej izpostavil, oziroma da smo v celem učbeniku izpostavili aktualizacijo. To je nekaj novega, kar prinaša ta učbenik. Recimo, čeprav je koncept zelo podoben gimnazijskem, pa se vendarle ločuje v nekaterih elementih, zato da smo se bolj približali dijakom srednjih strokovnih šol. In prav ta aktualizacija je eden od teh elementov. Zakaj je to znanje še vedno aktualno tudi danes? Na to smo poskušali posod nekako odgovarjati. Ja. Potem je poglavje. Zdaj, na začetku vsakega poglavja je tudi je prav poseben vir, ki nima nalog in se loči od ostalih. Mogoče še, če poveš, zakaj. Ja, čisto, vedno ta poskuša iz strokovne literature običajno ali pa iz, recimo, lahko tudi poljubne te literature potegniti nek odlomek, ki pove nekaj o tem času, zelo strnjeno in je istočasno lahko namig, kaj lahko vzamemo v roko. To pomeni, da se tudi ti odlomki ne ponavljajo recimo, ni več odlomkov iz iste knjige, ampak da bodo ti odlomki lahko mogoče neki izziv, vzete so tudi te različne publikacije, kot so Kronika 20. stoletja in tako naprej. To pravi priročniki, ki imajo veliko slik in so za dijaka lahko zelo zanimivi. Na začetku poglavja je tudi vedno ta rubrika, kje sem, da v bistvu prikličejo predznanje, da umestijo to novo znanje, ki ga bodo pridobili v okvir znanja, ki ga že imajo. Take čist lahke, nezahtevne naloge, tudi zelo smo pazili, da jih ni preveč. Potem vprašanja, mislim, naslovi so v obliki vprašanja in tudi zelo jih usmerjajo ključne besede, da se lažje znajdejo. Te ključne besede so potem v tekstu tudi odebeljene in v bistvu so tukaj na začetku kot neko kazalce po poglavju. Tako, no. Te ključi do znanja jih v bistvu jim pomagajo, da se lažje učijo. Na koncu pa so potem rubrike, ki jih poznate že iz gimnazijskih učbenikov, Sem na cilju, pa želim in zmorem več. Zelo smo razmišljali tudi o tem, ali dati slovarček ali ne, pa smo se odločili, da ne. Razlogi so pa v tem, da po eni strani imajo že navedene ključne pojme, po drugo pa je, da se nam zdi, da pač pojem mora biti razložen v kontekstu. In ta kontekst ima lahko samo znotraj besedila. Zato so pojmi vedno razloženi v besedilu in če bi delali še slovarček, se mi zdi, da bi se ponavljalo in da nič ne dosežemo. Smo pa potem rekli, in tega se zelo veselim, v bistvu zelo luštno zgleda, smo pa naredili slovarčke, ampak v interaktivnem učbeniku in so interaktivni. Tako da v bistvu morajo dijaki zraven tudi malo razmišljati. Tako da niso brez slovarčkov, ampak res vse izhaja iz tega, kako se dijak uči. In vemo, da pač to, da se kakšna stvar učiš, se moraš včasih tudi pomatrati. To, da vzameš knjigo, pa si jo daš na noge, pa jih prekrižaš, pa daš na mizo, to pač ni najboljši način učenja in v bistvu na koncu lahko samo stran vržen čas. In se mi zdi, da je pomembno, da učbenik pokaže tudi načine, kako se učinkovito učimo in da dijaka pri tem podpre. Predlagam, da kar listaš malo, da se ostajamo pri kakšnem zemljevidu, recimo to je zdaj tak primer, ki kaže, ne vem, gospodarske obrate v začetku 20. stoletja pri nas. Vir? Ja, vir, recimo, smo se odločili za eno prekmursko izseljeniško pesem, v bistvu, da se, moj dragi, vam veliko odpravlja. Tudi tu je zdaj veliko možnosti, to je tudi pesem, ki jo Katalena recimo izvaja in to pomeni, da je pač možno seveda marsikaj zaktualizirati. Poslušati, jo. Ja. Jaz se še lahko pohvalim, da smo tudi mi peli. Super. Ja, res. Potem pa moramo tebe posneti, Marija. Na tekmovanje smo šli s to, ja. Na revijo, res. A res? Ja, res. Zelo lepa je. No, bomo razmislili. Ok. Vsakdanje življenje. Zelo veliko poudarka si dal v bistvu na vsakdanje življenje, na kulturo in vse te stvari, da se res
Ja, tu se mi zdi, predvsem zaradi tega, ker jaz se zavedam, kako težka je bila naloga tega učbenika, kajti pisanje za, ne vem, vem takrat, ko smo delali prenovo teh programov, konec 90-ih let, da jih je bilo 300 različnih. In to pomeni, da je tudi zares ena široka paleta in tudi zaradi tega smo se pač odločili, da ves ta izbirni del in vse prilagoditve na stroko boste naredili vi, smo pa mi poskušali te nastavke noter narediti. To se bo pokazalo tudi na koncu, ali pa s kakimi nalogami. Pa slikovnim gradivom, ki je izbran tako, da nagovarja, ne vem, enkrat zdravnike, drugič kozmetičarke, in frizerke, tako, no. Potem računalničarje. Okay, vsak najde nekaj zase. Vsak najde nekaj zase, ja. Ne vem, če bomo sicer uspeli najti vseh 300, ampak se pa zelo trudimo v tej smeri. Je pa zgodovina res izhodišče, no, tukaj potem še en zemljevid, ki bo krasen, ko bo interaktiven. Ne smemo preveč povedati, ampak... Ne, sej, ja, tudi jaz si veliko obetam, se pravi, tudi to je zame izziv, da bo, no, tu imate zdaj, kaj sem, konec te vojne, in potem še seveda Slovence med prvo svetovno vojno, da ti se kar zapel. No, ti zemljevidi, mogoče tule, če se ostaviš, poskušali smo za razliko od gimnazijskih, ki so bili zelo polni, da so ti zemljevidi taki, da pač vključujejo predvsem tiste kraje, ki so tudi recimo na Soški fronti mogoče najbolj izstopali ali pa se pojavljajo kje v besedilu. Mogoče zdaj gremo kar naprej. Kar se zemljevidov, to je tudi Marija prej rekla, vse lahko najdejo na internetu. Ja, ampak v učbeniku so didaktično prilagojeni in imajo točno tiste informacije, ki jih dijaki rabijo in so usklajeni s tem, kar piše v učbeniku. Da vem, recimo, Osmansko cesarstvo je vedno Osmansko cesarstvo, ne bo enkrat turško, enkrat pa še ne vem, kaj vse ostalo, ampak da se poenoti vse, kar pač vemo, da v zgodovinopisju se zelo velikokrat uporabljajo različna imena in smo poskusili tudi to poenotiti, da pa potem res, da ni preveč informacij, ampak so tiste informacije, ki jih potrebujejo. No in tule je potem za konec, če kar spustiš proti koncu, sem se odločil, tukaj je spomin, to ja. Smo se odločili potem, da bi ta spomin in opomin, da so najpomembnejši spomeniki, recimo Soške fronte, tule nekje izpostavljeni pravzaprav, kajti vemo, da se velikokrat odločate na šolah tudi za ekskurzije in je to pravzaprav en tak mali namik, da dijak s tem, ko, ne vem, pride v dolino Soče na ekskurzijo, da postane ta zadeva iz učbenika naenkrat, bom rekel, taka zelo otipljiva in oprijemljiva. Tako da to je ta spomin in opomin. Ja, tudi na splošno v resnici se trudimo, da dajemo čim več gradiva iz slovenskih muzejev in pač s terena, ker s tem v bistvu spodbujamo povezovanje ekskurzij in terenskega dela, ki ga izvajate, s poukom, hkrati pa v bistvu spodbujamo tudi dijake, da razumejo pomen slovenske kulturne dediščine in da lahko grejo v muzej in si to v živo gledajo. Zato, ker mi imamo lahko še to krasno fotko vaške situle, pa v interaktivnem učbeniku še model, ali pa videoposnetek, ali pa karkoli. Zdaj sem že pozabila, kaj točno imamo za vaško situlo, imamo posnetek, imamo animacijo, imamo 3D model, se ni važno. Ampak v glavnem, ko ti greš v muzej, pa vidiš tisto vaško situlo v živo, je čist nek drugačen občutek. In to želimo tudi nekako spodbujati. Ampak tako čist pritlehno, tako da tega niti ne zaznajo. In potem na koncu še ena taka hitra ponovitev, kjer so izpostavljeni recimo ti detajli, kaj je Slovencem prinesel začetek 20. stoletja, recimo z dogodki, s kulturo in pa vsakdanjim življenjem. In potem sta spodaj dva izziva, eden je izziv za stroko in drugi izziv za lokalno zgodovino, kajti zdi se mi strašno pomemben del lokalna zgodovina zaradi tega, ker je za dijaka bistveno bolj otipljiva in smo torej želeli s tem dijake v vseh obdobjih nekako opozarjati tudi na tiste stvari, ki jih imate v domačem okolju. Tako da to je to. To je to. Zdaj, mi smo končali svojo predstavitev in bi vas res povabila, da zastavite še kakšno vprašanje. Mnenja, spodbude, pripombe.
Zdaj, mogoče ta čas, ko še razmišljate, kaj bi napisali, bi pa še povedala tako, oziroma bi vas rada povabila še na 2 srečanji oziroma sodelovanji. Večkrat smo že omenili ta interaktivni učbenik, ker vemo, da je to za sodobne dijake zelo pomemben in dragocen vir informacij in nekaj, v čemer zelo tudi uživajo in kar jim je zelo blizu. In tako da, ta interaktivni učbenik bomo pripravili, oziroma ga že pripravljamo in bi vas radi povabili na evalvacijo. Evalvacija bo potekala podobno kot tiskano gradivo, tako da boste prejeli interaktivni učbenik oziroma del interaktivnega učbenika, ga pregledali in potem nam s pomočjo vprašalnika podali informacije o tem, kako ste zadovoljni oziroma ki vidite še kakšno možnost nadgradnje, tako da je potem gradivo res pisano vam na kožo. Potem pa bi se 22. marca srečali preko Zooma in si podelili mnenja. Lahko se že prijavite na učbeniki mladinska-knjiga.si, se pravi ta mail, ki ga že poznate, preko katerega ste se tudi prijavili na današnji webinar, boste pa vsekakor vsi dobili tudi še vabila. Ja, zdaj skrivnost QR kode. QR kode? Ja. Ja, pod QR kodo se bojo pa skrivala preverjanje znanja. A to? Ne, ker je vprašanje na četu, zato ker jaz ja, pod to QR kodo bojo pa skrita preverjanja znanja. Tako da bojo lahko dijaki v bistvu na koncu vsakega poglavja preverili, kako dobro jim gre in so tudi kar v bistvu napredna. Sem zelo vesela glede tega, kaj nastaja, tako da dobijo tako malo izračuna pa takih stvari. V glavnem boste videli, res povabljeni na evalvacijo, da boste to tudi lahko pogledali. Tisti, ki pa na evalvacijo ne morete oziroma bi jo preskočili, bomo pa imeli tudi seminar, na katerem bomo predstavili interaktivni učbenik in sicer z avtorico interaktivnega dela Urško Pevec. Ta bo pa potekal samo trenutek 30. marca, tako da si lahko rezervirate čas. Ok, se pravi, glede kurkova, da smo odgovorili. Stane pa Marija, boste vidva odgovorila na vprašanje, kolikšen poudarek je na razvoju delavskega gibanja. Hvala za vprašanje. Ja, zdaj 19. stoletje tam v sklopu tega 4. dela bo en del namenjen sorazmerno z ostalimi deli, tam pri razvoju, industrializacija in ta del to, ja. Pa potem, ne vem, kaj več pa, verjetno tukaj veliko, ne vem. V 20. stoletju je seveda to delavsko gibanje kot del, bom rekel, teh vseh socialnih gibanj, a ne tako, da pravzaprav je kar nekaj tega, a ne, je kar nekaj tega vključenega tudi not. Ok, potem je pa na tem, da se počasi zaslovimo. Mislim, da jaz moram iti spat. Da se počasi poslovimo. Mogoče Stane pa Marija še kakšno zaključno besedo, mogoče ne vem, kaj bi želela. Ja, da ostane v spominu. Tako. Ja, tisto, kar seveda, najlepša hvala za vsem, ki ste spremljali to predstavitev, predvsem zato, ker je na tak način bila danes zdaj možnost, da mogoče spregovorimo o tem, da veste, da torej prihaja učbenik, ki bo zunaj vsekakor pred poletjem, verjetno oziroma to ve Mirjam, kaj več o tem. In moja velika želja je, da bi seveda ta učbenik bil zares, kaj se ime, osnova za delo dijakov.
marsikdo bo rekel, vse je pa mogoče, kje pa malo dolga ta zgodba, ampak zgodba je tako, da je zelo težko trgati. Kajti takoj, ko jih vzamete delce, a ne, postane na trenutke lahko ne predstavljiva ali pa recimo težje razumljiva. Noter se bojo pojavljali tudi kakšne številke, ampak številke so zame vedno samo namenjene lažji predstavljivosti. In zame bo največji poraz, če bo seveda kdo od učiteljev te številke uporabil za to, da bi jih preverjal, kajti danes je res drugačen čas, a ne čas, ko je faktografija na dosegu dijakov na telefonu, vsak trenutek in celo bolj zanesljiva kot seveda naša. In vem, da je ta del pouka že preživet, a ne, da ni več verjetno učiteljev, ki bi zelo na letnicah in pa na tem gradili stvari. So pa te letnice vedno seveda en okvir, ki daje dijaku predstavo. Tako da mi se bomo potrudili, torej maksimalno, moram reči, da sem vesel, da delam s to ekipo, a ne, zdaj ne sem zato, ker sem pač jaz star, ekipa pa mlada in mi to znižuje povprečje. Dober občutek, vedno, ampak prepričan sem, da bo torej se potrudila ta ekipa, da bi nastal učbenik, ki bi zares bil uporaben tako za dijake kot za vas. Predvsem torej hvala vsem. Zdaj vidim še eno vprašanje, torej bo enoletni učbenik. Enoten. Aha, enoten učbenik za leto in pol, tako je. Ja, dejstvo je, da se očitno tudi, ko sem pregledoval seveda to realnost, bom rekel, po posameznih programih, ki jih je zelo veliko, je ta realnost sila različna in sila kruta, a ne, in vem, da bo marsikdo mogoče dobil tudi več kot tisto 2 uri, ker mu bo še ostalo kaj iz odprtega kurikula, a ne, spet kot je, recimo, so celo te ure problematične, tako da en učbenik bo, glede na to, da organizacijsko te ure teče zelo različno, da so kakšne šole, kjer ravnatelji to strnejo kar v 1 leto, da je ponekod, kjer se dogaja 2 leti, tako da pač učbenik je enoten, torej in bo celotna zgodovina v nekem obvladljivem, bom rekel, nepredebelem učbeniku obdelana. Tako da hvala lepa z moje strani, jaz sem prav vesel, torej, da smo se lahko srečali in vas vabim, da seveda še sodelujete torej z nami, kajti vidite, da ta projekt je večji kot to, kar ste videli, a ne, kajti tudi jaz si zelo veliko obetam od učbenika, predvsem zaradi tega, ker je pač dejstvo, da vsa ta zadnja leta delamo seveda z nekimi gradivi, ki jih lovimo sami, in tu sem pravzaprav kritičen, pa včasih malo jezen na to, da tisti, ki bi nas lahko opremili s takimi gradivi, ker zdaj pač seveda vsak učitelj sam išče, jemlje nekaj, kar je tudi avtorsko spodno, ampak ne, tu bojo pa zdaj stvari veliko bolj strnjene, omogočeni, torej tudi vpogledi v razna muzejska gradiva, predvsem pa tudi kakšni filmčki, a ne, ki bojo omogočili, da lahko popestrite ta pouk. In zato sem rekel, gradimo torej tak učbenik, ki bo dijaku omogočil, da prebere to zgodbo, vam pa bo pustil celo uro zato, da seveda lahko naredite svojo zgodbo, a ne, ki bo seveda potem, bom rekel, nadgradila tisto, kar je v učbeniku. Tako da hvala lepa z moje strani. Če lahko samo še za sekundico skočim, Stane, ko si o tem govoril, si me spomnil na eno stran. Sicer učitelji, ki boste poučevali s tem učbenikom, boste dobili tudi dostop do vseh interaktivnih učbenikov za zgodovino v gimnazijah. To pomeni, da če komu ostane kakšna ura ali pa če bi želel ne vem kakšno snov razširiti ali pa kaj takega, ta soroden koncept omogoča, da se uporabi tudi snov iz gimnazijskih učbenikov. Tudi ne vem, ali pa tudi samo slikovno gradivo ali pa kakšen vir ali pa kaj takega. Super. Marija? Ja, Stane je že toliko stvari povedal, da že meni skoraj nič ne ostane. Tudi jaz se vam zahvalim za udeležbo, da ste spoznali, da vidite, kaj se pripravlja oziroma kaj počnemo. Jaz upam, da bo vsak izmed vas v učbeniku našel nekaj tistega, kar že dolgo potrebuje oziroma kar potrebujemo vsi. Pa še ena stvar, učbenik ni zdaj samo... Mislim, mogoče je kaj več o tem predstavljenega, kot boste vi lahko se naredili v razredu, ker vsi vemo, da so te ure včasih zelo kratke in da tiste 3 ure, ki so nam jih namenili, oziroma 100
103 ure, ki jih imamo na voljo, je praktično res zelo malo, ne? Torej ne se ustrašiti, če bo mogoče kdaj kaj več, ampak učbenik je samo pripomoček. Vi ste pa dejansko tisti, ki ste kreatorji tega, kreatorji svojih ur in pa tistega, kar počnete v razredu, ne? Tako da učbenik nudi in dijaku tisto, da spoznava zgodbo skozi ta učbenik in skozi e-učbenik. Vi ste pa tisti, oziroma mi bomo pa tisti, ki bomo dijake skozi ta učbenik vodili in jim dali neko popotnico, ne samo skozi srednjo šolo, ampak tudi za življenje in da bodo znali sami oblikovati svoje misli, znali kritično razmišljati, predvsem pa argumentirati in znali zagovarjati neka svoja stališča. To je tisto, kar mislim, da danes tem našim mladim vedno bolj manjka in tudi te generacije, ki prihajajo. Moram reči, da sem se jaz srečala letos z eno tako generacijo, ko je pa precej drugačna in vidim, da bo morala mogoče pri določenih stvareh delati precej drugače. Tako da hvala lepa še enkrat in upam, da se potem še na ostalih predstavitvah tudi vidimo. Hvala lepa. Hvala obema avtorjema, ki ste si vzela čas in predstavila v bistvu ta naš projekt. Hvala tudi vam, ker ste si vzeli čas in prišli in nam prisluhnili. Upam, da ste dobili odgovore na vprašanja, ki so se vam porajala, ko ste se prijavili na webinar. Vsekakor pa ostajamo povezani in upam, da se še vidimo. Želim vam lep večer. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.